Dobro jutro. Ja, je to res življenje ali je samo fantazija, samo iluzija? To je rekel Freddie Mercury v tem komadu, ki sem vam ga dal za uvodnega, ki je najbolj slaven in najbolj znan komad od Freddija Mercuryja, od zelo velikega človeka. In ta komad ni brez veze znan in razširjen in bom rekel kot najboljše delo tega velikega človeka, ki sem vam ga omenil večkrat. Ja, seveda so ga označili za fegeta, ne? Zdaj, ali je bil ali ne, jaz ne vem, njegovo ime so probali diskreditirati, ampak to je bil naš človek. On je se spraševal, a je res to vse skup iluzija ali je kaj realnega življenja, ne? Ali je kaj realnosti. Priča smo v tej koroni, v tem koronskem času, velikim razgrnitvam resnice, ki prihaja na plano. Opozarjal sem, opozarjani smo in opozarjamo, da se ne bo dalo skriti ničesar, kar je bilo o čem skrito. Opozorjeni smo bili, da prihaja panika, ne? In je panika zaradi tega, ker se ne da več skriti. In zdaj mi smo nekako razumeli, da se ne da skriti, ne bodo mogli skriti, recimo, da so delali genocid, ne bodo mogli skrivati, da so vse vladavine in religije v bistvu ena velika natega, v smislu, da so vse strukture narejene za to, da človeka frderbajo. Niti ena ni narejena za to, da bi bila človeku v prid. Zdaj, na momente ima človek občutek, kada množica noče tega slišati. Da množica noče sprejeti dejstva, da je sistem bil ustvarjen z namenom proti človeku. Pa ni problem ta veličina laži na, bom rekel, širšem nivoju. Panika se dogaja med ljudmi, ki sistem kot tak podpirajo. Celo med temi, ki proti sistemu kričijo, je panika. Zaradi tega, ker je količina ljudi, ki se je predala v grehu, torej laži, tako velika, da je v bistvu precej žalostno opazovati to situacijo. Jaz sem empat in empat vidi skozi laž. Empatu se ne da prikriti stvari. Zaradi tega verjetno sem neke stvari opazil pred ljudmi in bil izpostavljen in označen kot črna ovca, debil, vse sort neumen, jaz ne vem kva, vse so ljudje bili sposobni narediti, da bi me diskreditirali, da bi me omajali, da bi me oblatili, da bi me defokusirali. Vse možne prijeme sem že videl. Zdaj, tisti, ki ste se udeleževali ali pa prihajate na piknike, vidite, da se mene precej ne da, ne, stera vršt. Kljub veliko vloženega truda strani nekaterih organiziranih igralcev. Jaz sem opozoril, da vidim in mi je grozno, da vidim, kako mi ljudje probajo odglumiti svojo glumo. Zdaj, a veste, eno je predstava za otroke, eno je pa predstava za odrasle. Ne moreš ti otroško predstavo dati v Cankarjev dom ali pa v Dramo pa povabiti odrasle ljudi. Ne? Nekako podobno je to, da ljudje probajo meni glumiti, tako kot se je meni dal glumiti pred časom. Pa ne bom zdaj rekel, ali pred enim letom, ali pred 5 ali pa pred 20. Ene stvari se je dal glumiti, ene stvari pa zdaj se ne da več, že dolg ne. Zaradi tega, ker jaz nisem tak, kot sem bil 9 let nazaj. Jaz sem se spremenil in meni ne more noben več prodajati trikov, ki jih pa poznam.
In opozorjeni smo bili, da bodo ljudje pozabili igrati svoje vloge oziroma jih ne bodo znali odigrati tako, kot bi se od njih pričakovalo, po drugi strani pa jaz znam bolj pozorno gledati. In zaradi tega, ker vidim, sem lahko videl prevaro mal prej. Govorim prevaro, naj si bo virus, naj si bo oblika zemlje, naj si bo, ne bom šel v detajle, marsikaj sem zaznal in tudi zdaj še vedno prepoznavam. Pravzaprav največja šola, ki je možna, je šola življenja. Veste, jaz imam učitelja v sebi, ker sem ga odklenil in zastopam, kaj pomeni, da je, ko je učenec pripravljen, pride učitelj sam. Ideja prebujenja je, da prebudiš tega učitelja v sebi, ki te vodi, ki te uči. Med drugim pa moramo razumeti, da je šola življenja, torej opazovati ljudi, da so ljudje pravzaprav, vsak človek je moj učitelj, zaradi tega, ker ga na tak način želim videti, želim razumeti, da mi je učitelj. Jaz ne želim razumeti, da me bo nekdo nategnil. Se pa zavedam, da je to v vse preveč primerih start point. Ampak jaz iščem, kaj se bom iz situacije naučil. Freddie Mercury se je isto spraševal, je to samo iluzija ali je to resnično življenje. Mama, I just killed a man, ubil sem človeka. Mi smo rekli, treba bo nekaj umreti, ashes to ashes. Če hočeš, da pride Feniks, mora nekaj zgoreti, a ne? Dan ljubezni, dati vse in vse ti vzame. Vse bo vzelo. Maske bodo padle. Smo se zmenili, smo se pogovarjali, smo slišali, se govori na široko. Ničesar se ne bo več dalo skriti. To vemo vsi. Pa še vedno taka količina ljudi še vedno to počne. Spremljam na omrežjih, kako ljudje nabijajo, iščejo dlako v jajcu, da bi zanetili prepir, medtem ko se pogovarjamo o miru. Mi se pogovarjamo, da želimo končni mir, medtem ko ljudje netijo prepir, zaterajo iskro, da bi se kaj užgal, se reče pri nas, ne? Kaj se pa užgal. Ne? Ampak nekdo te je užgal, kot da te je dvignil dekel ali kakorkoli. Vse je iluzija. Freddie Mercury je lepo napisal Bohemian Rhapsody. Vsak izmed vas bi mogel imeti toliko tehničnega znanja v 21. stoletju, da bi najdel to besedilo, si naredil prevod in se poglobil, kaj pravzaprav vse sporoča ta pesem. A ne? No vem, če kdo rabi dodatno razlago, pa mi napište od spodaj, pa lahko naredim tudi jaz prav od tega komada razlago na celem fronti. Zakaj izpostavljam? Zaradi tega, ker vidim, da se ljudje ne poglobite. Ljudje se ne poglobijo v stvari. In kaj z vrha nekaj rekla, kazala, pa sej vemo, da telefončki ne delajo. Poveš enemu nekaj, ta pove nekomu nekaj naprej, pa naprej, ta četrti ima že čist krivljeno informacijo. Zato morate sami raziskovati. Vsi vas peljejo scat na vsakem vogalu. Povsod smo nategnjeni. Povsod. In bi bilo super, da se poglobite sami vase in poglobite v kakšno stvar, ki vam jo svetujem. Jaz vam ne morem odpredavati vsega, kar vem. Lahko pa vam dam iztočnico. Da opazujte ljudi. Opazujte, kako ljudje funkcionirajo. Ne rabite mene poslušati, opazujte. Vendar, kot sem rekel, igra postaja vse slabša. Vse bolj lahko prepoznamo, da nekdo želi v bistvu, kaj nekdo želi sporočiti z nekim komentarjem. Na Facebooku recimo sem objavil neskončno dosti motivacije.
pozitive, opozoril, spoznanj, vse sort. Nazaj sem dobil mnogo provokacije, takih provokativnih zapisov, komentarjev. Pa sem vedno spoštljiv, čeprav vem, kaj je namen. In na tisto, kar mi je nekdo prinesel, da se bom jaz užgal, se ne užgem. Sem zelo previden in zelo spoštljiv na nespoštljivost do mene. No, pa so se najdli pa čevapčiči. Evo, slika roštilja se je najdla in to je bil zdaj pa cel povod, da kakšni smo, ki jemo živali. Medtem, ko sem jaz sam pekel, oziroma pravzaprav moja Sabina pekla hrano, ki je bila prinešena na piknik. In sem bil jaz označen kot grd. Užgal se je cel naval. Kolektivni smer campaign se temu reče. In ko jaz nekje postavim najostrejšo mejo, ker 3-krat sem jo že zelo lepo, pa postavim najostrejšo, se pa užgejo, kako sem pa jaz zdaj grd, egoist in ne vem kva. Nekako hočem reči, pronađi žrtvo Iponizije. Na čevapčiča so me dobili, tle so se začeli kregati z mano in me ponižvati in pucati nekam. Nisem jaz prizadet, da ne bi kdo mislil, sem spoznanje in vse skupaj sem pustil javno, da lahko vsak bere in se od tega kaj nauči in vidi, kako izgleda provokacija in kako izgleda reakcija. Jaz nisem napačno reagiral, jaz sem namenoma reagiral, tako kot sem reagiral, a ne? Vse to, vse to mi zastopimo, jaz zastopam v bistvu bistveno več, kot si mogoče kdo upa misliti. Kot sem napisal, na pikniku hrane je bilo mnogo, požrlo se je mnogo, mene se ni dalo požreti in to je tudi ena izmed stvari, kjer dokazujem, da se mene požreti ne da, da se mene vršt po tleh ne da, se da mene zelo motiti, ampak jaz odberam, kaj dovolim, da me zmoti in kaj ne. Včasih pa tudi jaz moram se poslužiti tehnike, da ne povem, kar vem, ker če bi povedal, kar vidim in vem, bi prišli do, bom rekel, ostrih besed, do težkih odnosov, do težke komplikacije. Ker ti lažnivcu ne smeš reči, da si ga na laži dubu, a ne? Vse vemo, kakšna je reakcija, ne? Burna. In jaz burnih reakcij nočem, vem in vidim pa svašta in marsikaj. Imam občutek, da se od sredine meseca maja, tam od 15., 16., 17. dalje, situacija po svetu precej aktivno dogaja v smislu, da ljudje ne morejo več prikriti svoje lastne vsebine. Nekateri, kot opazujem po Cerknici, so se začeli umikati. Jaz tudi avta ne vidim, tudi pešca ne vidim. Kada postaja mesto duhovno do konca. Pa smo se o tem že pogovarjali, da kje pa so ljudje. To zdaj postaja resnično mesto duhov. Jaz upam, da vi tudi kaj opazujete in opazite kaj tacga tudi pri vas. Ali je to sam pri nas tako, ali je mogoče tudi pri vas tako. Očitno se nekaj dogaja na kolektivni ravni. Pa to ni situacija samo v Cerknici, glede na to, da se pogovarjam z ljudmi širše, tudi izven meja, je zunaj tudi zaznati. Kaj da bi rekel, neko zatišje pred nevihto. Ne? In ako smo že globoko v nevihti, v isti sapi pa postaja mir. A ne? Mir je tisto, kar si pravzaprav želi vsak empat. Vsak človek ima srčno željo, da bi imel mir. Ko obrnete v svoje življenje nazaj, pomislite, kateri ljudje in kateri situacije so se dogajale in ponavljale, da je bil vaš mir kaljen. Da le ne bi bili v miru. Ne, da bi le bil špeter. To so zakuhali milijarde in milijarde situacij. In to je že od nekdaj tako. Medtem so se pa pretvarjali, da so nekaj drugega, kar so.
smo rekli, da je narcizem virus tega časa. Pa sem jaz ugotovil, da je še večji in še bolj nevaren virus. In to je laž. Laž je največji sovražnik človeštva. Žalostno je, ko ugotoviš, na koliko nivojih si želijo te nategniti, od tebe nekaj pridobiti, te prinesti okrog, govoriti nekaj in delati nekaj drugega. Ne gre skup. In opazujem na nek način predrznost in totalni disrespekt, popolno nespoštovanje. Piknik smo imeli, jaz opazujem, jaz sem rekel, da opazujem in ljudje so pozabili, da so opazovani. Zaradi tega, ker generalno sem gotovo, da doživim v popolni prevari. In seveda opazujem se, če ne bi opazoval, ne bi nič opazil, ne. In jaz opazim, kako brez občutka. Tudi smeti so ljudem padale iz rok. Jaz nisem videl nobenega, ki bi pobral kakšno smet, ki je nekomu padla iz rok. Je bilo kar vse in kar ne bo, tako kot je, vse v redu. Bože Matej. Medtem, ko sem na povabilu na piknik rekel, da ne bom nobenemu kelnar, pa da ne bom nobenemu kuhar, pa da ne bom nobenemu ritke brisal, se je dogajalo točno to. Bil sem poleg tega, kar sem naštel, kelnar, kuhar, sem bil še smetar, pa še zabavo, da bi držal, pa še predavanje, da bi imel, pa še pol, da bi pa še roštilj vrtel. Hvala Bogu, je to Sabina ponaredila. Večji del stvari, ne bom rekel vsi, ampak prevelik del ljudi se je obnašal mačehovsko. Na lastnem pikniku. To ni moj piknik, to je naš piknik. In dano mi je videti. In ta piknik je bil eno veliko spoznanje. Za marsikoga, a ne? Ne sem zame. Marsikdo pa ni opazil pač nič. Jaz vem, da sem in nekako imam občutek, da bi mogel ljudem začeti odpustke prodajati. Jaz imam občutek, da ljudje, namesto da bi prenehali s svojim napačnim delovanjem, katerega se zavedajo, glumijo naprej in vedo, da so videni, vendar ne upajo priznati. Laž pa ego, pa užaljenost nekako je kar štala. Ego skriva, kaj se v ozadju zares dogaja. Treba bi bilo priznati poraz. To pa ne. Zdaj verjamem, med tem, ko tole poslušate, marsikdo si misli, tole zdaj ti meni, kva boš ti zdaj o meni. Jaz nimam zdaj v glavi nobenega imena. Zgovorim na splošno. In marsikdo se zdaj počuti prizadetega. In te stvari bolijo, a ne? Verjamem. Ampak en dan mi boste hvaležni. Nekega dne mi boste hvaležni, ker tam, kjer vas boli, tam je treba pozdraviti. Trigger, sprožilec je tisto, kjer imamo rano in jo moramo pozdraviti. Bom z drugimi besedami rekel, do mene je prišel en kup poskusov, kje imam jaz trigger, kje imam jaz sprožilec. In ugotovil sem, da imam še, kljub temu, da na mnogo provokacij pa nisem reagiral. In ne reagiram, ker me ne prizadane.
Ne gane me. Mnogo stvari me ne gane. Medtem ko opazujem, kako probajo, da bi me stvari ganile. Pa me ne. Marsikdo lahko reče, s to mater res se ga ne da. Jaz vem, kolikrat sem bil sproban. Sam ljudje mislijo, da jaz to ne vidim. Če ne bi videl, bi bil sprovociran. Pa nisem. Nisem niti razočaran, nisem niti žalosten, nisem niti prizadet, da ne bi kdo karkoli mislil. Je pa žalostno spoznanje, kje se po tolikem času prebujanja nahajamo. Jaz mislim, da je mnogo ljudi postalo sem še bolj zvitih igralcev, večji del pa igra pada ljudem. Zdaj tako zgleda, kot ste rekli, zdaj so bili pa vsi. Ne, daleč od tega. Žalostno pa je, da je toliko ljudi prišel mene probat, kako bom padel, tako bom rekel. Žalostno je spoznanje, da v bistvu kot Slovenci, kot ljudje, ki bi se poznamo prek medijev, težko smo skupaj prišli, hvala Bogu za medije. Da se dobimo na kup, da gremo skupaj, ne vem, sedeti ob ognju in klepetačati in se družiti skupno, ker imamo nekje skupni interes, bom rekel, željo po miru, željo po spoznanju samega sebe, željo po ne? Ugotovim, da na pikniku niti eden se ni dotaknil tematike, o kateri jaz tako na glas govorim. Bolj kot ne sem dobil malo navodil, malo neka znanja ne bi jaz še predeloval. Jaz sem predelal vse bistvene stvari, zdaj pa sem v šoli življenja. Kje imaš ver? Da star na pikniku sem ga doživel. Ja, pa kad nimaš kakšno sliko, ne moreš. To, kar jaz vem, se ne da slikati. To, kar jaz vem, se ne da posneti. Da se pa videti, da se pa spoznati. To pa ja. Pa malo dogodke povezati, malo naprej, pa malo nazaj. Jaz bi želel, da ljudje razumete, da empat zna stvari predelovati. Empat je kreator. Empat predeluje in predelati zna iz dreka narediti zlato. Dočim narcis pa zna iz kruha narediti drek. Iz vsega lepega so nam delali sranje in so nam ga lansirali v usta, le kako je dobro. Zanimivo. Na takmu pikniku, kakor ga prirejam, se izkaže tudi to, koliko spoštovanja ostaja. V bistvu, kakšna je moja vrednost. Da za kozolc pa za stroške ni problema dati 10 evrov. Zato, da sem pa 3 dni prej pripravljal, pa zdaj v četrtek imam tlele 6 stvari za zrihtati, to pa ni vredno, niti 5 evrov. Pri velik ljudeh. Ne bom rekel vseh, daleč od tega, ker to pa ni res. Marsikdo, najlepša hvala vsem, ki razumete. Marsikdo mi je pa všel, brez da je tudi za kozolc dal. Ne? To veliko pove, kje se nahajajo ljudje. Čista kraja. Kraja energije, kraja časa, kraja spoštovanja. Jaz ne delam tega piknika zaradi sebe, ampak zaradi tega, da bi spoznali se med seboj, da si pogledamo v oči, da se zares prečekiramo, ali so samo besede, ali je v bistvu za besedami čist neka druga oseba. Prav namenoma sem uporabil besedo oseba. Mnogo je prevare in želim, da jo prepoznavate.
Želim, da prepoznavate prevaro, da niste prevarani in da niste zamajani. Da vzpostavite v sebi integriteto. To, kar si doma v skretu, na sekretu, v kuhinji, v spalnici, med ljudmi, pred partnerjem in pred vsemi. Si to, kar si. Laž pa maska nima tle pol kaj delati, a ne? Besede so odveč, je neka pesem, a ne? Vse besede so odveč. Ker določene stvari se vidi z dejanji, a ne? Zato se dobimo na pikniku, da jaz dokažem, da se me ne da vršt iz tera, a ne? Noro pa je, da jaz namesto, da bi nas bilo čedalje več, pa gledam čedalje več udarcev, kako prihajajo. Ni to dober. Ampak, okej, jaz v vseh ljudeh vidim potencial. V vseh ljudeh vidim dušo. V vsakmu vidim ranjenost. V vsakmu vidim delovanje kot posledica ranjenosti. Čustvene. Tam smo vsi dobili po klamfi. Poigravali so se z našimi čustvi in nas čustveno ranili. In kdor se čustveno ni pozdravil, potem to rano nosi naprej. Ne tega delati. Ne smete prizadeti ljudi. Ljudi se ne sme prizadeti. Jaz ne želim nobenega prizadeti. Nikoli. Nikoli, celo življenje, nikoli ne želim nobenega prizadeti. Zaradi tega marsikomu ne smem nič reči, ker se počuti prizadetega. In tako nekako so nas utišali, a ne? Da ne smeš reči to, pa ne smeš reči tuno, pa ne smeš reči tretje, pa ne smeš reči nič, ker je pred vse narobe. Tisto, kar vas prizadane, tam imate rano. Ampak nisem jaz kriv, ker sem vam jo pokazal. Jaz sem vam jo pokazal zato, da jo boste pozdravili. Tako so meni ljudje pokazali, kje se moram pozdraviti, kje sem bil jaz prizadet, pa sem polkar ljudi za to sovražil. Pa ni to point. Ne rabimo sovražati ljudi zaradi tega, ker so nam pokazali, kje imamo rano. Mi moramo drugega pri tem spodbujati. Če si pokažemo, kje smo ranljivi, bi mogli v bistvu to jemati kot hvaležnost. Ne pa, da se zaradi tega užge. Sami vidite, kolikrat ste spravljeni do točke, da bi reagirali. Pa smo se naučili, ne reagiraj, ker provokacija je na vsakem koraku. Ne dati reakcije. Ne dati. To so čustvene provokacije. Torej, ljudje v bistvu načrtno iščejo, kako bi v bistvu načrtno rano ustvarili v tem trenutku danem, ko imajo stik s tabo. Veste, diskreditacija, pa laž. To ni lastnost Božjega otroka. Vsi smo Božji otroci. Univerzum ne dela grešnih ljudi. Univerzum dela Božje otroke. Čista bitja. Greh pa vsak sam začne ustvarjati in delati. Bog ne dela grešnikov, prav človek je tisti, ki dela grehe. In vsak greh je odmik od Božjega otroka. In ne razumem, kako se ljudje s takim veseljem poslužujejo katergakoli od 10 in najmanj 10 božjih zapovedi in vseh grehov, ki so definirani kot greh. A ne? To je satanovo delo. Ljudi prepričati, da so grešniki. Potem jim pa odpustke prodajati.
Jaz vem, da je zelo težko reči sorry, zajebal sem. Big scale sem zajebal. Sem se, če pogledam dobro okrog, sej nisem edini. Če bi človek znal to reči, sam sebi, pa začel upoštevati, da se grehov ne dela, bi se mu takoj odprla vrata. Tako so pa zaprta, ker ni dovoljeno imeti greh in upati na Božje kraljestvo. Ne gre to tako. Jaz imam v sebi mir. Jaz sem v sebi srečen. Jaz sem v sebi pomerjen. Boste rekli, Janez, ampak na tem videu si pa videti čist potolčen. Nisem jaz potolčen. Rad bi vam nazorno pokazal veličino, resnost situacije. Premnogi gledate moje vsebine zato, da bi mene sprofilirali. Moje vsebine so pa namenjene, da sprofilirate vi samega sebe. Lahko greste kar v rikvrc videe pogledati. Boste najdeli en kup na svetu, kako sam sebe poiskati. A ne? Mene lahko berete, ni panike. Pa če so najdeli dlako v jajcu, je bila Čevapčič, pol v bistvu je to branje brez pomena. Ker profiliranje je največkrat z namenom, kje je človek ranljiv. A ne? Sam jaz imam vest čisto. Jaz se upam pogledati vsakmu v oči in povedati. Upam. Ampak to ne naredim zmeri. V oči že pogledam, ampak ne povem, kaj vidim. Zaradi tega, ker to je človek se postavi v obrambno pozicijo, ti človeku pokažeš rano in on reče, ti mene ne boš bolel in se postavi v obrambno pozicijo. Obramba? Napad je najboljša obramba, ne? Kaj ni to tako? V svetu prevarantov. Popizditi, to je najbolj luškan. Ne? Ko človeku poveš, kje je narobe naredil, da si ga dubu nalažite, da to človek vsak po luft skoči. Vsak. Ne? In zdaj seveda probajo to nekako mene sprovocirati, pol jaz v nekem momentu tudi znam zarobantati in takoj s prstom pokažejo vsi, lej, kako si zanorel, nimaš ti mera vse. A provokacijo gledam 2 dni. Provokacije. Ne? Vada v enem momentu naredim stop, ne? To je neka druga jeza. Jaz imam v sebi Božji bes. Ljudje pa prizadetost. To pa je nekaj drugega. A ne? In Božji bes je Jezus nakazal, kaj jih je zbrcal tam iz keže. Ni dovolj prevare. Pa jih je učil, prosil, molodoval, jim razlagal, na koncu jih je pa zbrcal. Tako so ste norca delali. Kaj mislite, da sem jaz blesal? Zbrcal jih je. Jezus, Kristus. Prispodoba, a ne? In tudi vi boste mogli postaviti sami sebe na noge in prevarante zbrcati. Seveda bodo užaljeni, ne? Pa kričali bodo, pa s prstom kazali na vas, a ne? Morate se zavedati, da je prevara tako velika, da si živ Bog od nas ni predstavljal, da je situacija res taka. In opozorjeni smo. Panika je. Je, ful je panika. Sam ne v meni. Jaz sem miren. Garantiram pa, oziroma potrjujem to, kar nam je povedano. Ne da se ustaviti, kar prihaja. Mi spadamo v eno ljubezen. Želimo one love. Vsak izmed nas je svoja struna. Vsak izmed nas je svoj glas. In skupaj smo en zbor.
universe. En zbor, združeni v eni ljubezni. Znotraj sebe smo vsi Božji otroci. Kakšne lastnosti ljudje naložijo nase, to je pa nekaj drugega. In jaz ljudi ne obsojam, tudi vi ne smete soditi, a ne? Vsekakor pa dejanja, ki jih ljudje delajo, niso sprejemljiva. In to je tisto, kar je nedopustno. Sem jaz tisti sapi, ne sodim človeka. A ne? Vem pa, da če se nekaj sme, se sme, če se pa nekaj ne sme, se pa ne sme. Če je prav, če pa ni prav, pa ni prav. In ko človeka opozoriš, da ne dela prav, pa on skoči nate, jaz ne vem, kaj ljudje pričakujejo, da bomo se božali. Ljudje delajo narobe in ko jim rečeš, da so naredili narobe, so jezni nate. A ni to bedarija? Ne, to je norišnica. To je blesavo do amena. No, to je sprevrženo. Na meni se pa išče najmanjšo napako. In največja napaka je bila, ker smo jedli čevapčiče. Eto, to je bila največja napaka. Seveda, ker vegani se takoj užgejo. Ne? Vegetarijanci se takoj užgejo. Medtem, ko ljudje lažejo, govorijo neumnosti, s prstom gledajo v tvoj krožnik, kaj ješ. Medtem, ko sem milijonkrat rekel, da se strupse, otrovnice, jedenice, pušinice, gutanice, njuši. Otrovi ono, što ti ide v uši. Strup je tist, kaj se sliši, kaj prihaja v ušesa. Verjeli smo kar vsem. Ej, viš kaj, sem slišal, se od tebe nekaj pogovarjajo. Ma kaj si ti slišal, je čista banana. Zihar ti ni noben rekel, da sem razgledan. To ti zihar ni noben rekel. Ne? Da sem poštenjak, to ti tudi ni noben povedal, a ne, da ne. Vse sranje, to pa ja, to pa sranje, neresnice, to pa ja. Ja pa, pas neki, ali pa ja, to ne vem kaj. Let's go together. Dragi moji ljudje, pejmo skupaj. Jaz vas vabim in vabim in vabim, da zapustite tisto, kar ni prav. In vsak sam pri sebi ve, kje in kaj ne dela prav. Če ni prav, ni prav. Je pa res, da se okolica fejst trudi nas potolčiti. Ampak nas ne. Zato brez bojazni. Zapustite družbene norme. Ja, se vsi tako delajo. Ampak tudi, če vsi delajo narobe, to še ne pomeni, da je prav. Mi moramo priti do sebe nazaj, do tega otroka v sebi. Vsak pri sebi. In čas je, da odklenete svojega učitelja in se začnete učiti od njega. Vi morate biti pripravljeni in učitelj se vam bo razodel z notranje strani. Se ne morajo se odpreti vrata do učitelja, dokler ljudje uporabljajo svoje narobe. Človek, dok dela grehe, ne bo dobil učitelja te pravga. Se zastopimo. Jaz drugače ne znam reči. Manipulacije ne grejo. Manipulacija ni darilo do spoznanj. Ko se odprejo ena vrata, je tam en kup enega znanja, en kup enih stvari, spoznanj in tako. In potem se odprejo druga in tretja in četrta. In jaz plezam, jaz hodam. Pred mano se vsak dan znova nekaj novega odpre. Novo spoznanje, pa ne eno. In želim, da ste tudi vi polni spoznanj. Zato, ker je lepo, če človek ve,
Če človek razume, kako stvari funkcionirajo, jaz bi najraje videl, da bi mi že vsi skupaj uporabljali znanja, ki so nam položena bila v zibelko. Od tam naprej so jih pa nam kradli, da nismo prišli do tega, kaj smo. Počasi se zbujamo in prebujamo v sebi ta znanja, a ne? Kako upravljati z energijo, da ni škodljiva za začetek. Dokler človek dela proti človeku, ne more dobiti energije, a ne? Meni je podarjena ena sila, ki jo ne morem opisati, ampak pred tem sem se mogel zavezati, da nikoli te energije ne bom porabil v destruktivne namene, ampak izključno v konstruktivne in pozitivne namene. Zato pa mi je bilo dano malo več, pa pol še malo več, pa pol še malo več. Zato, ker univerzum testira, ali boš res, ali si se zlagal. Univerzumu se ne da lagati. Telepatiji pa tudi ne. Besede so besede, vibracija pa vibracija. Želim vam, da čim prej zapustite staro, da se poslovite od dreka in vdahnete prečudovit sončen dan. Kljub temu, da gledamo artificial intelligence slikico, to je zrisala umetna inteligenca, je slikica lepa. Poglejte si kakšno lepo slikico, naj vam srce zaigra. To je tisto, kaj se išče. Naj vam srce igra, to želite. Želite biti srečni, mirni. Radi bi bili ljubljeni. Saj ste že vsi, ves ta čas. Od univerzuma. Bog ni nobenega zapustil. Ljudje so zapustili Boga. Bog je skozi tukaj. In vas čuva. Vsakega izmed svojih otrok čuva. Ne vem, do katere meje. Verjetno čist do konca. Kajti tudi smrt je lekcija. Za dušo, ki se bo vrnila nazaj. Duša je nesmrtna. Sploh ne vem, če obstajajo stare pa mlade duše. Energy. Sploh nima veze. Vsak izmed nas je del nečesa velikega, na mentalnem, na energetskem, na dušnem nivoju. Tisto, kar se ne vidi. Vidi pa se prisotnost tega ali pa pač odsotnost tega, a ne, na ljudeh. Dobar, 3/4 ure sem vas masakriral. Ne želim, da vas boli in ne želim, da ste jezni name, ker vas boli. Želim, da se zamislite, kje ga pihnete mem, nasploh v življenju. V odnosu do mene je še najmanj. Mene se ne da prizadeti in jaz nisem zamerljiv. Vsakega, ki se bo spreobrnil, bom na široko objel, ker želim vsem vse, ne sam dobro, najboljše. Želim, da pridete na to stran. Na to stran, ki nam je bila v zibelko položena. Sem dol smo prišli takšni. Spremenili smo se od rojstva do zdaj. V narobe. Zdaj se ponovno spet probamo zavrteti in postati to, kar smo. Kaj pa smo? Vseh 10,000 milijonov prednikov, kar smo. Ni novo, novejše, najnovejše. Biblija je skozi ista. Samo jo treba drugače se bere. Bolj, ker si razumen, bolj jo bereš drugače. Zaradi tega, ker štekaš, da so jo predrugačili in tako, marsikaj med vrsticami bereš in tako. Je treba, nujno, marsikaj dobesedno, marsikaj je prispodoba, za znor. Igrišče, igrca, nora, pa ne samo Biblija, vse je meni postala vse igrca. Opazovanje, zaznavanje, spoznavanje. Želim, da tudi vi pridete. Welcome to my world, sem rekel večkrat. Dobrodošli v moj svet. A ni to moj. Jaz sem v njemu, mislim, vi imate svojega, ampak je
del tega večjega. Saj vemo, kako do njega. Grehi ne. Držite se, bodite prepričani, da ste ljubljeni, ker ste in smo. In zaupajte sili vesolja, da dela v dobro vas. Lep dan vam želim, pa vse dobro. Čau, čau.